Vrđel ali ne, ta teden je novo poročilo ISG razkrilo, da je Katar v 17 letih porabil več kot 65 milijonov dolarjev, da bi vplival na ameriški izobraževalni sistem, posebej proti Izraelu. Zdaj govorimo o šolah, univerzah, programih usposabljanja učiteljev, nacionalnih izobraževalnih mrežah, učnih načrtih, torej o vsem, kar oblikuje, kaj se ameriški otroci in študenti učijo o Izraelu, Bližnjem vzhodu, terorizmu in seveda o muslimanski bratovščini. In to ni osamljen primer. Katar je eden največjih tujih financerjev ameriških univerz. Zvezna razkritja kažejo, da je bil Katar leta 2025 največji tuji vir prijavljenih donacij in pogodb za ameriške univerze, saj je samo v tem letu prispeval več kot 1,1 milijarde dolarjev. Druge analize ocenjujejo, da skupni prispevki Katarja ameriškemu visokemu šolstvu znašajo približno 6,6 milijarde dolarjev. In naj bi verjeli temu? To naj ne bi imelo nobenega učinka, nobenega vpliva na kulturo na kampusu, na študije Bližnjega vzhoda, nobenega vpliva na to, kako je Izrael demoniziran, nobenega vpliva na to, kako so islamistična gibanja romantizirana na teh institucijah, ki vzgajajo bodoče ameriške voditelje. Dajno. In potem je tu še Washington. Odkar je bil Donald Trump prvič izvoljen leta 2016, je Katar porabil skoraj 250 milijonov dolarjev za lobistične in PR agencije registrirane pri FARA, skupno 88 podjetij. In od januarja 2021 do junija 2025 so katarski agenti poročali o 627 osebnih srečanjih s političnimi stiki v ZDA, več kot katerakoli druga država na svetu. Tako, medtem ko besni norci na spletu kričijo o APEC-u, ameriški organizaciji, ki jo financirajo Američani, Katar porablja stotine milijonov dolarjev za lobiste, PR agencije, univerze, izobraževalna omrežja in dostop do vplivnih krogov v Washingtonu. In potem je tu še letalo. Katarska kraljeva družina je Trumpovi administraciji ponudila luksuzni Boeing 747, vreden stotine milijonov dolarjev, da bi ga uporabili kot začasni Air Force One. Tuja vlada, ki gosti Hamas, financira Al Jazeero in vlaga denar v ameriško izobraževanje ter vplivne mreže v Washingtonu, ponudi predsedniku Združenih držav Amerike letečo palačo. In mi naj bi se pretvarjali, da je to zgolj velikodušno majhno darilo. Katar gosti Hamas. Katar financira operacije vplivanja na Zahodu. Katar financira medijske ekosisteme, ki demonizirajo Izrael in Jude. Katar vlaga milijarde v ameriške univerze. So hkrati požigalec in gasilec. Islamska republika Iran želi prek propagande in subverzije razbiti zavezništvo med ZDA in Izraelom. Katar si želi z denarjem kupiti vpliv na ameriško javno mnenje, američne učilnice in ameriški politični sistem. Obe sta operaciji protiameriškega vpliva in Američani se morajo prebuditi, preden bo prepozno.